samo v imenu mladih za podnebno pravičnost, ampak vseh mladih, ki nas skrbi za to, kakšna bo naša prihodnost. Danes je 19. marec in po vsem svetu potekajo protesti za podnebno pravičnost. Pred natančno 2 letoma se je zgodil naš prvi veliki podnebni štrajk. Od takrat so se nekatere stvari seveda izboljšale, druge, in teh je veliko, pa niti najmanj. Ena takšnih škodljivih je okoljska in naravovarstvena politika obstoječe vlade. Zato v luči 2. obletnice pripravljamo nov podnebni val. Prva etapa se je zgodila včeraj na novinarski konferenci, kjer smo skupaj z vsemi tovariškimi organizacijami izrazili jasen ne uničenju pitne vode. Žalostno je, da sem danes tukaj, namesto da bi študirala in da se borim za stvari, kot je neka osnovna pravica, kot je pitna voda. Pitna voda je osnovna, temeljna človekova pravica, ki bi morala biti samoumevna. Zaskrbljujoče je, da se o tem sploh pogovarjamo. Ne govorimo o boju naravovarstvenih organizacij, ampak govorimo o boju vseh nas. Sporno je, da se zdravje ljudi postavlja pod vprašaj. Neko nedemokratično, odločeno stvar, ki bo dejansko vplivala na moje, tvoje, vaše, naše življenje, se sprejme, brez da bi to sploh vedeli. Večina ljudi ne ve, da se to sploh dogaja, čeprav se jih še kako tiče. Govorimo o naši prihodnosti. Če govorimo o naši prihodnosti v kontekstu podnebnih sprememb, se moramo zavedati, da je pitna voda ta trenutek še bolj pomembna. S takimi odločitvami naši voditelji, naši odločevalci kažejo odnos do ljudi, do zdravja ljudi, do možnosti normalnega in pa dostojnega življenja. Kažejo, da je kapital pomembnejši od ljudi. In ne, pitne vode ne damo. Vrhnika, Hrastovlje. Vsi ti kraji so nedavno doživeli industrijske nesreče, ki so ogrozile njihovo pitno vodo, njihove potoke, njihove vodne vire. V Anhovem so si morali ljudje točiti vodo iz gasilske cisterne, ker je bila voda iz pipe zastrupljena. Še več mesecev po nesreči so ljudje prekuhavali svojo vodo. Minister Vizjak pravi, da varovalke onemogočajo takšne negativne scenarije. A že iz teh primerov je jasno, da okoljevarstvena soglasja oziroma varovalke, kot jim pravi minister, niso preprečile teh okoljskih katastrof. Te varovalke torej očitno niso dovolj, saj so v preteklosti že vodile v nesreče. V 2. odstavku 69. člena Zakona o vodah je zapisano: gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katere so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekta in naprave za odlaganje odpadkov, je na vodovarstvenem območju prepovedana. To je edina varovalka, da na vodovarstvena območja pač ne postavljamo objektov, ki nam lahko zastrupijo vodo. In minister za okolje jo sedaj želi odpraviti. Minister za okolje, ki bi moral biti v prvih vrstah boja za zaščito naših vodnih virov, ki bi moral biti prvi tisti, ki bi preprečil vsakršno možnost, da nevarne snovi vstopijo v vodne vire. Pa ni. Še več. Vlada Zakon o vodah spreminja po skrajšanem postopku. Po skrajšanem postopku tako pomembne odločitve, ki bodo imele neposreden vpliv na naravo, na našo pitno vodo in na naše zdravje. Prav je, da se te spremembe v luči odprave administrativnih ovir, lepo prosim, v luči odprave administrativnih ovir ogrožate našo preskrbo s pitno vodo. V luči odprave administrativnih ovir se požvižgate na ustavo.
Z veliko podporo javnosti je bil konec leta 2016 v ustavo dodan 70.a člen, ki je izrecno zapisal, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Samo ena okoljska katastrofa je dovolj in ogroženi bomo vsi. Ogroženo bo naše zdravje, ogroženi bodo vodni in obvodni ekosistemi. Čista pitna voda je naše veliko nacionalno bogatstvo. Tega se v Sloveniji zavedamo in upravičeni smo ponosni na našo vodo. To, da jo lahko pijemo kar iz pipe, je za nas sicer samoumevno, v resnici pa je to velik privilegij, ki ga že marsikje drugod po Evropi, kaj šele po svetu, ne morejo uživati. Kar vsak tretji človek na svetu nima dostopa do čiste pitne vode. Voda je strateška dobrina, je modro zlato 21. stoletja. Varovanje vodnih virov pa je tudi ena najpomembnejših strategij prilagajanja na podnebne spremembe. Minister bo s temi predlogi uničil to naravno bogatstvo in to našo izjemnost oduzel. Ali bomo morali enkrat vsi piti vodo iz cisterne, kot so jo morali naši sosedi iz Anhovega? S takšno politiko bo to postala naša nova realnost. V ponedeljek, 22. marca, je Svetovni dan vode. Takrat bomo od politikov poslušali, kako pomembna je, kako nam omogoča življenje. Že nekaj dni zatem pa bodo poslanke in poslanci glasovali prav o tem, o življenju oziroma o ogrožanju življenja. In svojo odločitvijo se bodo jasno postavili na eno ali na drugo stran. Brez vode ni življenja in zakon, ki ogroža življenje, ne sme biti sprejet. Hvala.